Profesor Škrlavaj, kot raziskovalec se ukvarjate z organizacijskim vedenjem in ravnanjem ljudi pri delu. Gre namreč za področje, kateremu naj bi v današnjih zelo hitro spreminjajočih se časih namenjali več pozornosti. K temu napotuje tudi vse bolj intenziven tehnološki razvoj, ki z veliko naglico vstopa v področje dela in tudi spreminja razmere in odnose v samem delovnem okolju. Kako stroka sama in tudi okolje, v katero vstopate, sledijo temu razvoju? Res je, živimo v zelo zanimivih časih in moram reči, da se človeški faktor nekako pridobiva na pomenu, jasno v praksi, v organizacijah, ki se ukvarjajo z raznimi izzivi, tehnološkimi izzivi, izzivi varovanja okolja, izzivi recimo staranja prebivalstva in tako naprej. No in vsi ti neki megatrendi, vsi ti izzivi in priložnosti, ki jih imamo kot družba in organizacije, se potem tudi odražajo v naši stroki. Tako da jasno pač v vlogi znanstvenikov s pomočjo metod znanstvenih, ki jih imamo na razpolago, poskušamo zajemati znanje, ki obstaja, poskušamo tudi določati trende o tem, kateri so tisti načini, ki nas bodo pripeljali korak po korak naprej. Vi ste s sodelavcema Spencerjem Harrisonom in Arnejem Carlsenom v bistvu inovirali nek model in preučevali, kako kot vzorec, pa ste vzeli zanimivo, Marvelovo delo pri ustvarjanju filmskih uspešnic, ki so zadnja leta v samem vrhu priljubljenosti tudi pri nas, v sicer kar težavni in pa izjemno konkurenčni filmski industriji. Na prvi pogled je lahko seveda nenavadna odločitev proučevanja omenjenega primera, čeprav so Marvelovi filmi, kot sem rekla, tudi pri nas izjemno priljubljeni. Morda še najbolj pri najmlajši populaciji ali pa mlajši populaciji. Kako bi to pojasnili? Ja, drži. V bistvu na prvo žogo je mogoče izbor Marvelovega filmskega vesolja kot primera nekoliko presenetljiv. Sploh, če veste, da sta moja kolega Spencer je pač profesor na ugledni mednarodni šoli, poslovni šoli INSEAD, Arne je ravno tako profesor na BI Norwegian Business School. In vsi trije torej izhajamo iz okolja, kjer nas zanimajo pretežno poslovne organizacije. Zanima nas pa kakršnokoli okolje, v katerem lahko opazujemo neke dobre prakse ustvarjanja in razvoja inovacij. No, in dejansko smo izhajali iz teoretičnega razmisleka. Na področju inovativnosti je zelo uveljavljena Simontonova teorija, tako imenovane slepe variacije, črpa dejansko navdih iz evolucijske teorije, skratka nek darwinističen pogled na to, kako nastajajo in kako izbiramo ideje in potem kako se te ideje pretvarjajo v uspešne inovacije. Tako na kratko gre za to, da je ideja, ki jo Simonton zagovarja, da je potrebno imeti veliko idej in potem iz tega velikih tudi odmre in da potem iz tega izidejo tiste, ki res naslavljajo prave probleme in uspejo. Mi menimo, da je ta teorija, čeprav je zelo uveljavljena, je nekako pomanjkljiva in smo razmišljali o kontekstu, kjer lahko tudi empirično preverimo svoje ideje. No in Marvel pač izhaja tudi malo iz naših hobijev, ker nas zanima ta filmska industrija, preplet velika biznisa in umetnosti. Konkurenčnosti hkrati, izjemne konkurenčnosti in dejansko so na udaru nekih poslovnih modelov. Netflix je zelo močno vplival na klasično filmsko industrijo, imate še veliko drugih ponudnikov pretočnih vsebin in to jasno izvaja pritisk na te, ki že ustvarjajo in so uveljavljeni v filmski industriji. Skratka, gre za en primer, ki se je uspel dokazati tako komercialno, kot tudi po umetniški plati v tej težavni panogi in zelo močno odstopa, če primerjate naslednjih 40 franšiz, boste videli, da zelo močno odstopa tako po kakovosti tega, kar delajo,
sprejemu med uporabniki, pa tudi po konsistentnosti skozi čas. Marvel je recimo sproduciral 22 filmov, trend njihovega zaznanja kakovosti narašča, v povprečju ostale franšize pridejo do 6. filma, trend pada skozi čas. Zato je bil to zanimiv kontekst za nas, da se naučimo nekaj o tem, kako kontinuirano inovirati. In to je vprašanje, ki ni zanimivo samo za filmsko industrijo, ampak je zanimivo za veliko drugih industrij. Tako da v našem članku mi tudi ponujamo ne samo Marvel kot primer, ampak ponujamo tudi primere iz drugih panog, kjer delčke njihove formule tudi najdemo in opazimo. No, se to me zanima, če lahko navedete, katere recimo panoge. Ja, pravi, recimo, bom najprej povedal, kaj je glavna ugotovitev. Glavna ugotovitev je ta, da Marvel, da so našli na tako unikatno formulo, kako uspejo hkrati zagotavljati spremembe in stabilnost. Velikokrat boste slišali, če se pogovarjate s praktiki, predvsem to znano krilatico o tem, kako so spremembe edina stalnica. Mi ugotavljamo, da dejansko je to en del resnice, ampak ravno tako kot rabimo spremembe, rabimo tudi stabilnost. No in Marvel je uspel najti načine in prakse poslovne, kjer hkrati zagotavljajo in spremembe in stabilnost. No in ena izmed ugotovitev, ki jo imamo, je ta, da pri Marvelu najemajo kot del svojih ekip ustvarjalce, ki so izkušeni neizkušeni. Kaj s tem mislimo? Kot oksimoron bi rekli izgleda. Izgleda kot oksimoron, v osnovi pa ni. Izkušeni so ti ljudje na nekem drugem področju. Tipično, recimo imate Jamesa Gunna, ki se je dokazal pri tako imenovanih indie filmih, se pravi filmih, ki imajo 10-krat manjši proračun, ker je precej manj raznih specialnih efektov in skratka manj je sistema, manj je fasade, veliko več je vsebine in veliko pomembnejši je umetniški izraz tako režiserja kot ostale ustvarjalne ekipe. No in oni se tam dokažejo v tej ligi in potem jih pa Marvel sistematično najema in združi za svojo stabilno ekipo, ki jim po eni strani ponudi prednosti, stabilnost tega, kar Marvel zna delati, spravi glavni izvršni producent je tam, imate pač razna neka sistemska znanja, ki obstajajo in jim dajo svobodo za to, da lahko neko svežino, spremembo prinesejo ta sistem. Skratka, oni so našli že pri kadrih, so našli način, kako združiti spremembe in stabilnost, zato da vedno znova prihajajo z uspešnicami. Poglejte, a obstaja recimo v ekonomiji neka splošna formula inoviranja, ki bi bila pa recimo potem kot paradigma primerna za več organizacij ali pa področji, bom rekla. Ja. Zdaj, paradigma, če bi znal, nekdo najti to paradigmo, bi verjetno dobil Nobelovo nagrado pa še kaj več, če bi obstajala Nobelova nagrada za to. V glavnem, odgovor kratek je ne, malo daljši odgovor je pa ta, da je to tema, ki je toliko aktualna in zanimiva, da resnično poskušamo razumeti, kako boljše inovirati. No in kar vemo v tem trenutku je, z vidika samega inovacijskega procesa, že ustvarjanje ene ideje je povezano s tveganjem. Tam imate idejo inovacijskega paradoksa, ki pravi, da kar dejansko pomaga pri spodbujanju, nastajanju novih idej, ustvarjalnosti, je včasih diametralno nasprotno temu, kar se zahteva za njihovo implementacijo. Skratka, predvsem podjetja pa druge organizacije so razvile načine, kako in metode, inovatorjeve metodo, dizajnersko razmišljanje, agilne metode dela, tako naprej, s katerimi obvladujemo to tveganje inoviranja z vidika same ideje, ene ideje. Zdaj, mi poskušamo prispevati neko znanje o tem, kako pa ponavljati inovacijski uspeh znova in znova, se pravi, kako razvijati inovacijske portfelje. In to je dejansko tisto, kar je nekako prepričalo
ljudi v Harvard Business Review, da so izpostavili to našo zgodbo. Zdaj, glede na to, da je bila objavljena zdaj, par dni nazaj, odzive še pričakujemo, ampak imam občutek in tudi prvi odzivi so taki, da smo naslovili nekaj, kar je relevantno za veliko ljudi. Najbolj res nek novum, recimo v tem polju. Še malo se ostaniva recimo na primeru Marvela. Vi kot primer njihove uspešnosti navajate 4 principe oziroma pristope, ki naj bi pomagali seveda organizacijam, pa tudi drugim poslovnim subjektom pri inoviranju. In kot prvi pristop navajate izbiro izkušenost za neizkušenost. Lahko nekaj več poveste? Ja, vse tako, kot sem prej povedal, neizkušeni, neizkušeni, gre za to, da večina uveljavljenih praks pri zaposlovanju ljudi na ključna mesta je ta, da pričakuješ, da imajo neko domensko specifično znanje, se pravi, da imajo izkušnje. In tudi v kombinaciji s tem, da kulturno pašejo v organizacijo. Pomeni, da ti z najemanjem ljudi potenciraš stabilnost, ki obstaja. Zdaj, izziv je ta v okolju organizacije ta, da se pa zadeve spreminjajo. In ravno zaradi tega, ker se spreminjajo, potrebujemo pač inovacije. In zdaj ta domneven oksimoron, ali pa navidezen oksimoron je v tem ravno, da ne vzameš ljudi, ki so totalno neizkušeni. Mi potrebujemo domensko specifična znanja, ampak mi pravimo, da so domensko specifična znanja lahko tudi iz drugega, nekoliko povezanega, ampak drugačnega področja, ker bo to pripeljalo do neke svežine v sistemu. To je zanimivo, recimo, da ste tu kot primer, ki bi bil eventualno primeren, da tak princip vzamejo te hedge skladi. Tu se mi pa zdi malo pa tudi energetska podjetja, kot navajate, pa najbrž še kakšne druge. Ja, ne vem, če smo se ravno dobro razumeli, nismo hedge skladov izpostavili smo pač primere podjetij, ki napovedujejo trende na področju energetike. In tukaj v bistvu potrebuješ ljudi, ki imajo neka znanja, ki niso nujno povezane z samo energetiko. Lahko so razvili potrebne kompetence na povezanih ali pa mogoče celo domnevno nepovezanih področjih, ravno zato, ker naslavljajo izzive, ki jih tradicionalno neka panoga še ni poznala. In ravno to je. In tudi primer, ki ga dajemo pač slovenskega izvora Outfit 7 je enak. Se pravi, imate zgodbo podjetja, ki je raslo od nič, zelo ideje niso imeli, ampak ekipo, in potem se je razvijalo zelo hitro v obdobju 10 let in so prišli do točke, ko se je zamenjalo lastništvo in so tudi imeli odločitev, kdo naj vodi zdaj to organizacijo v prihodnost. In to je dilema, s katero se veliko rastočih podjetij, organizacij sreča, pravi, kaj ohraniti in kaj spremeniti in na kakšen način in do kakšne mere. Je pa to en izmed 4 principov, za katere govorimo, da morajo delovati skupaj. Spravi, gre za sistem. Ni dovolj, da mi ne pravimo, da zdaj zaposlujete izključno izkušene, neizkušene, zadeve morajo v bistvu funkcionirati kot sistem povezanih poslovnih praks. Kot drugi princip oziroma primer izkoriščanja, navajate primer izkoriščanja stabilnega jedra pri oblikovanju teh inovacijskih sprememb. Kaj bi o tem rekli? Ja, zdaj, če gremo spet nazaj na Marvelov primer. Oni imajo pač to osnovno ekipo ljudi, izbrano okrog glavnega izvršnega producenta, Kevin Feige, ki skrbi za rdečo nit. Pravi, oni tudi vejo, da bo tukaj 5 faz filmov, da jih bo približno 30, da se bojo dogajali 15 let. Kratka, ima neko usmeritev generalno strateško in jasno tudi poskrbijo za to, da so ti filmi med sabo povezani. Tukaj je tudi intelektualna lastnina, je mislim, da 1500 likov, ki izhajajo že iz stripov. In potem na tej bazi, na tej stabilni podstati,
potem dejansko dajo tudi proste roke svojim glavnim ustvarjalcem. To je en vidik stabilnosti. Drugi vidik stabilnosti so pa tudi glavni igralci. Recimo, če sam o Iron Manu razmišljamo, oni so dejansko, to je bil prvi film, Marvel se je nahajal v situaciji, ko so bili izjemno zadolženi, morali so celo prodajati neke svoje intelektualne lastnine, zato da so lahko financirali in najeli so igralca, ki je bil pač znan odvisnik od drog, problematičen tako v zasebnem življenju, ampak izjemen ustvarjalec in so ga dejansko vezali na dolgoročno pogodbo, so rekli, mi bomo sodelovali skupaj toliko let, ker želimo tkati eno večjo zgodbo. In ni samo Robert Downey Jr. tak je primer nekega jedra, tukaj imate še zelo veliko nagrajenih, uveljavljenih igralcev, tudi manj uveljavljenih, ki so prepoznali, da v tej zgodbi lahko oni izrazijo svoj umetniški ustvarjalni potencial in so se pripravljeni zavezati. Vi veste, da je, recimo temu rečejo, da je, če nekdo postane Bond, je to dejansko umetniška smrt, ker ga nihče drug ne bo več prepoznal kot nič drugega, kakor Bond. In kljub temu so se pripravljeni ti uveljavljeni igralci zavezati celo za neke stranske vlogice v tem vesolju. Kratka, je nek magnetizem, je neka privlačnost pri tem poslovnem in umetniškem modelu, vesolju, inovativnosti dejansko. No, kot nekako tretji princip pa pristop navajate izpodbijanje obstoječe formule uspešnosti. Tako. To lahko tudi zveni, recimo, komu mogoče malo problematično, ki je tradicionalno zelo vezan ali pa misleč, ne? Ja, to je zanimivo, zato ker ena izmed izzivov, uspešnih inovatorjev pa organizacij, ki so bile uspešne z neko inovacijo, je, da smo, to raziskave kažejo, da smo v naslednjem koraku nekoliko bolj previdni, nekoliko bolj konzervativni. In potem ravno zaradi tega, kar se zgodi to, da nekako zvodeni ustvarjalnost, kar želimo pač delovati na tem komercialnem uspehu in potem igramo na tisto, kar vemo, da je preizkušeno in deluje, dokler deluje. In to klasičen model, kot pravim, nekje do 6 filmov znese, več pa ne. Marvel, po drugi strani, je pa dejansko tako izoblikovan sistem, da dovolijo ali pa spodbujajo ljudem, da vnašajo svežino in dejansko tudi odstopanja od tega, kar recimo se je v stripih dogajalo. In vi imate recimo primer, so bili Varuhi vesolja, ko je bilo toliko so odstopali od uveljavljene formule, da so dejansko izumili nov žanr, nov filmski žanr, ki se mu reče vesoljska opera, ki pač hodi glavni junak okrog z Walkmanom in posluša hite iz 70-ih let. Tako da to je, tukaj so recimo se upali precej odstopati od uveljavljenih formul in od tega, kar tudi baza fanov prepoznava kot Marvel. Se pravi, uspešno, kakorkoli obračaš, pa še generacijsko se potem nekako osvežuje. Zdaj je zanimivo, mislim, da se recimo v tretjem oziroma četrtem principu pa navajate, da je potrebno razvijati radovednost uporabnikov. Se pravi, da uporabnike na nek način vključuješ noter in potem ti sugerirajo recimo nek razvoj, bodi si fabule, bodi si recimo samih pristopov. Drži. Spravi, kljub temu, da imajo to stabilno jedro likov, 1500 likov, da imajo neke glavno usmeritev, kako se bo vesolje tkalo in razvijalo čez 15 let, imajo tudi izjemno bogato in intenzivno komunikacijo z uporabniki preko socialnih medijev. In dejansko je veliko komunikacije in vključevanja, ki se odrazi recimo tudi na temu, da če greste pogledati en Marvelov film v kino, boste videli, da ljudje obsedijo do konca od javne špice in čakajo na te tako imenovane velikonočna jajčka. Se pravi, to je neka sekvenca filma, ki nakazuje in namiguje, kaj se lahko zgodi šele čez 3 filme.
In je to en tak način, kako vzbujajo radovednost med uporabniki in pa tudi kako tkejo niti med svojim inovacijskim portfeljem, med različnimi filmi. Poglejte, a je recimo, zdaj, ko smo govorili o teh štirih pristopih, koliko je recimo ta kreativnost in inovativnost prisotna pri tem? Ali je že to v bistvu imanentno vsakemu posameznemu pristopu? Ker, kot sem v začetku rekla, inovativnost, kreativnost seveda nikakor je neko vodilo teh uspešnosti naprej. Ja, je vodilo, je pa tudi faktor tveganja. Zdaj, če pogledate metaanalize, ki proučujejo inovativnost in pa uspešnost poslovanja, je na individualnem nivoju ni problema, ampak na nivoju organizacij pa je veliko tveganja. Tako da imate raziskave, ki kažejo, da je recimo negativen efekt, celo imate raziskave, ki kažejo, da je pozitiven, v povprečju je pa zmerno pozitiven. Spravi, inovativnost je zaradi tega, ker ima faktor novosti povezana z tveganjem. S tveganjem je treba ravnati. Zdaj, kar mi ponujamo v tem našem prispevku, je pač nek nabor oziroma sistem poslovnih praks, ki lahko pomaga ljudem nekaj več vedeti o tem, kako obvladovati tveganja inovacijskih portfeljev skozi čas. Se pravi, seveda z neko mero opreznosti in pa vedenja. Seveda, ne gre za, mi nikakor ne sugeriramo, da je to nekaj, kar bi zdaj bilo potrebno pač kopirati in uvajati v svojih okoljih, ampak je to neka inspiracija za razmislek, kaj se lahko naučimo o inovacijskih portfeljih v naših konkretnih okoljih. Še to me zanima, ali naj bi šlo pri tem, o čemer sva se skozi zdajle govorila, tako rekoč za nekakšen model oblikovanja in pa ustvarjanja modernega načina vodenja in pa delovanja bodisi podjetja, organizacije in tako naprej, kar narekuje današnji res hitro razvijajoč se globalizacijsko usmerjen razvoj. Gotovo, se pravi, ravno zaradi tega razloga smo si izbrali en primer, ki ima globalen doseg, in je to pač neka blagovna znamka, ki jo prepoznavajo in na Kitajskem, in v Ameriki, in v Sloveniji, in v Afriki, kjerkoli pogledate. Skratka, želeli smo najti en primer, ki je manj kontekstualno opredeljen in bolj posplošljiv. Jasno, da iz tega pač se upamo, naučimo vsi skupaj nekaj več o tem, kako oblikovati sisteme, kadrovske sisteme organizacijskega razvoja, predvsem svetovanja, recimo. Ja, tudi. Skratka, kako oblikovati organizacije po meri človeka in posla. No in zakaj mi mislimo, da ta stvar tudi tako močno odzvanja, je, ker naslavlja neke 3 ključne elemente, ki motivirajo ustvarjalce. Eden je ta, da iščemo smisel pri svojem delu. In recimo, ko je inovacije brez povezave z družbeno odgovornostjo, v osnovi skoraj nimajo toliko velikega smisla in naboja motivacijskega. Jaz upam, da bomo z vsemi temi spoznanji, ki jih ponujamo, da bomo tudi naslavljali recimo probleme trajnostnega razvoja, ki jih ima ta družba. Druga stvar je, da iščemo pri svojem delu avtonomijo. In avtonomija je nekaj, kar lahko opazite, da je kar, ne glede na to, da je to velik sistem, da je to nek stroj dejansko, avtonomija je tisto, kar ustvarjalci imajo v takem sistemu. Tretja stvar je pa mojstrstvo. Mojstrstvo v smislu, da iščemo nek napredek, razvoj, rast. In to očitno je tudi del Marvelove formule in nekaj, kar bi želel, da vse organizacije in vodje, da ne pozabljamo na to, zakaj smo tukaj in kaj nas žene.